O odseljevanju mladih z Goriškega, komentar dneva, naš najmlajši, komaj polnoletni državni svetnik Matej Arčon. Hvala za ta kompliment. Torej, spregovoril bom o odseljevanju mladih družin na Goriškem, in sicer po padcu meje je v zadnjem času na Goriškem zaznati pojav intenzivnega in velikega odseljevanja mladih družin v bližnjo Gorico. V Novi Gorici je povpraševanje po novih in starih stanovanjih bistveno večje od ponudbe, v sosednji Gorici pa je ravno obratno. Ker se bistveno razlikujejo cene premičnin, tudi do 700 evrov razlike, se vse več mladih iz Goriške odloča za nakup stanovanja na drugi strani nekdanje meje. Razlog za odseljevanje mladih družin pa ni samo bistveno nižja cena, ampak tudi subvencija strani sosednje pokrajine, ki za nakup prvega stanovanja mlade družine subvencionira v višini od 17 do 25 tisoč evrov. Te subvencije pa smo ob vstopu v Evropsko unijo in menjave stalnega bivališča deležni tudi Slovenci. Tudi stroški javnih komunalnih storitev se bistveno ne razlikujejo, po nekaterih podatkih so v sosednji Gorici celo nižji. Prepričan sem, da padanja cen na Goriškem še dolgo ni pričakovati in da se cene stanovanj v obeh mestih po padcu meje ne bodo tako hitro poenotile, če se sploh bodo. Za zajezitev tako imenovanega drugega bega možganov se nedvomno potrebni ukrepi tako strani lokalne skupnosti, kot tudi strani države. Zato predvsem od lokalne skupnosti pričakujemo, da se tega problema sploh zavedajo in začnejo z aktivnejšo zemljiško politiko. V proračunu iz naslova davka od nezazidanih stavbnih zemljišč pa namenijo denar izključno za nakup zemljišč in subvencij po zgledu sosednje Italije, ter da pritegnejo Republiški stanovanjski sklad kot investitorja tudi na območje lokalne skupnosti. Čez mejo hočejo mladi? Sta Staro Gorico? Hodijo na veliko. Ne me zabava. Lahko dinjo.